Namesto 14-dnevne obravnave v zdravilišču nov program vključuje ambulantno rehabilitacijo. Prvi so ga lani začeli izvajati v UKC Ljubljana, do konca leta 2019 pa ga bodo uvedli v vseh slovenskih bolnišnicah. Bolniki, ki so zaključili akutno zdravljenje srčnega infarkta v bolnišnici, namesto 14-dnevne stacionarne zdraviliške obravnave tako pridobijo večmesečno ambulantno rehabilitacijo. Ta poteka intenzivno, kjer se spremlja njihove bolnikove parametre zdravja s poudarkom na pravilni rabi zdravil, zdravem življenjskem slogu in na aerobnih vadbah. Po besedah predstojnika oddelka za kardiologijo in angiologijo UKC Maribor, raziskave kažejo, da je na tem področju treba pristopiti k sodobnejši obliki zdravljenja, ki je bolj prilagojena posameznemu bolniku. Koronarna bolezen, ki je v bistvu osnova za pojav srčnega infarkta oziroma koronarnega sindroma, je na ta način boljše obvladana. Dokazano je bilo, da bolniki, ki so vključeni v ambulantno rehabilitacijo, da je manj ponovnih hospitalizacij, nižja je smrtnost in boljše je obvladovanje vseh teh dejavnikov tveganja, ki povzročajo koronarno bolezen. Tako Naži kot tudi Frim sta opozorila, da je uspešnost terapije odvisna tudi od pripravljenosti bolnika, da upošteva navodila tudi po zaključku programa. To je potrdil tudi eden od bolnikov, ki je to metodo rehabilitacije že izkusil. Naučili so me uporabljati stvari, ki se pravi, kaj se ta kolokuje, telovadba, kako, na kak način, da ne pretiravaš, da si, se pravi, ker so ti ob enem merili pritisk, utrip in s tistim sam si lahko ugotovo, koliko vzdržiš in seveda, to ni samo to zdaj, dobro, nekateri so pač bili na tem programu. Jaz moram reči, da še doma vedno te takšne iste vaje delam. Ambulantna rehabilitacija ponavadi zajema 36 obiskov po 2 uri in je po besedah Nažija še posebej primerna za osebe, ki so opravilno sposobne. Ob uvedbi programa po celotni Sloveniji naj bi bilo v ta namen iz zdravstvenega zavarovanja namenjenih na letni ravni dodatnih 1,9 milijona evrov, od tega 191 tisoč evrov za UKC Maribor, kjer letno obravnavajo nekaj manj kot 800 primerov akutnega miokardnega infarkta.